dovolite, da tudi v tem danem trenutku dam ukaz, da se naj prižgejo lučke naših lampiončkov. S temi besedami je mariborski župan Franc Kangler slavnostno prižgal praznično razsvetlitev v Mariboru. Ta se začenja na Piramidi in se nato preko mestnega parka počasi spušča proti Trgu generala Maistra in Trgu Svobode. Dolge bele niti so prepredene po slovenski in nato čez Gosposko ulico vodijo do glavnega trga, kjer se okrasitev zaključi. Lučke so zelo lepe. Enkratno, ni problema. Kaj menite v tem času? Je to potrebno? Kako bi bilo brez lučk? Potrebno. Mora biti vzdušje, novoletno, ne? Vsako leto opazujete te lučke? Ja, seveda. Že 62 let. Veste, mogoče kaj pripovedujejo? Ne, to bo ne vedel. Vilin Klopčič, ste že slišali za to? To sem čul, ja. Seveda. Pa tisto tudi tam lepo na onem trgu. Kako se imenuje tisto že? Stožec, najnovejši, ne? Ja. Na splošno je lepo, ne, vse. Prijetno v teh temačnih mesecih, da se malo razsvetli. Sigurno, ja. Ker so dolge večere, ne, pa so malo popestreji. Letošnja novost praznične razsvetlitve je velik stožec, ki se nahaja na glavnem trgu in spreminja barve. Kako se vam kaj zdi tale nova pridobitev letos? Zelo popestri praznično vzdušje, nekaj novega, lepo, no. Kaj pa menite, mogoče v ostalih lučkah, zdaj ste se sprehodili po mestu, kak se vam zdi? Je tudi neka sprememba, se mi zdi letos, da vredo. V teh prazničnih dnevih je to nuja? Je, ja. Malo polepša vzdušje praznično in skratka fajn. Ja, lepo za otroke smo pripeljali, da malo vidijo otroke. Pa še pač novoletno vzdušje. Razsvetli malo se skupaj. Ja. Praznična okrasitev temelji na pohorski bajki Vilin Klopčič. Praznične lučke tako simbolizirajo neskončen klopčič, ki so ga vile podarile revnemu pastirju v zahvalo. Dolga svetlobna nit, ki prepleta Maribor, predstavlja blagostanje. S tem je štajerska prestolnica obenem tudi prepletena s številnimi zgodbami, starejšimi, novejšimi, resničnimi in izmišljenimi. Vilin Klopčič smo začeli odvijati lansko leto, ko smo postavili novo okrasitev na Trgu Revolucije. Letošnje leto to zajema tukaj na glavnem trgu, naslednje leto pa na Trgu Svobode. Na mestni občini so letos za praznično osvetlitev namenili 133 tisoč evrov. Približno 120 tisoč evrov pa je šlo za številne praznične prireditve, ki bodo v tem mesecu Mariboru ulile dušo.